Življenje v krajih, kjer jih je prizadel sneg, dež in žled, se počasi vrača v ustaljene tirnice. Pristojne službe še odpravljajo posledice ledene ujme, zaprte ostajajo številne ceste po državi. Ponoči je ekipam uspelo zagotoviti oskrbo z električno energijo odjemalcem v ožjem jedru Logatca in Cerknice. Na območju Elektra Ljubljana brez napetosti še 387 transformatorskih postaj, oskrba z električno energijo je še vedno omotena pri približno 10.000 odjemalcih. Dež pa že povzroča nove težave. Zaradi večjih količin plavja na območju vodotokov je poplavna ogroženost po državi povečana. Vlada bo ustanovila operativno delovno skupino, katere naloga bo v najkrajšem možnem času ugotoviti, kakšne so potrebne spremembe zakonodaje za to, da bo sanacija po ledeni ujmi potekala čim hitreje, je po sestanku glede odpravljanja posledic ujme povedala premierka Alenka Bratušek. Skupina bo tudi ocenila, ali je pri nujni sanaciji šlo kaj narobe. Doslej je bilo pri ukrepanju ob naravni nesreči na terenu 48.000 ljudi, od tega največ gasilcev, 10.000 zaposlenih v elektropodjetjih, 3.000 vojakov in okoli 2.000 prostovoljcev. Od 5.000 do 6.000 ljudi je na terenu tudi danes. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v primeru mariborskih radarjev zaradi suma zlorabe položaja ovadili 4 osebe. Osumljenca iz mestne občine Maribor naj bi bila priredila javni razpis in to tako, da je bila leta 2012 kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska družba iz Ljubljane, s katero je nato mariborska občina sklenila javno-zasebno partnerstvo. Projekt se je začetnih 5,5 milijona podražil na okoli 30 milijonov evrov. Preiskovalci so zaradi utemeljenega suma zlorabe uradnega položaja ovadili tudi predstavnika gospodarske družbe iz Ljubljane in direktorja inštituta iz okolice Ljubljane. Dijaki in odrasli, ki poklicno maturo opravljajo ali ponavljajo v zimskem roku, bodo danes imeli pisni izpit iz materinščine, slovenščine, italijanščine ali madžarščine. V torek bo sledil pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika. V sredo pa še pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature. Zimski rok poklicne mature bi se moral začeti že prejšnji ponedeljek, a so ga zaradi slabih vremenskih razmer in posledic ujme za nekaj dni prestavili. Jutri bo oblačno, občasno bo še deževalo. V sredo dopoldne bodo padavine večinoma ponehale. V zahodnih krajih se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V četrtek bo večinoma suho vreme, zjutraj bo po nižinah megla. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Mariborski urgentni center bodo začeli graditi konec februarja. Vremenska ujma ni prizanesla niti več kot 140 let staremu Mariborskemu mestnemu parku. Ob rojstnem dnevu smo obiskali najstarejšega Mariborčana, gospoda Maksa Čeriča. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.